napredka, Center mladinske dejavnosti. In kaj počnete tukaj v teh prostorih? Tukaj v bistvu dejavnost poteka skozi med tednom za uporabnikov 12 do 6 ura in različno. Zdaj so kakšne delavnice, ponavadi vsak teden izvajamo kakšno ustvarjalne delavnice, bolj športne dejavnosti, ponavadi, ko je bolj že mraz, če poletje gremo na dovolj. Zdaj pa, ko je mraz, potrebimo ter ping-pong, nogomet, taka dejavnost, pa so družabna igra. Zdaj, ob vsem tem izvajamo še druge stvari, naprimer dosti učne pomoči, pa inštrukcije, prostovoljci, tako da prostovoljno delo vključujemo in izvajamo program MEPI, to je mednarodno priznanje za mlade, in še razne delavnice za šole. Tako da nas palačinka party delajo palačinka, tam je še PlayStation, dosti imamo kakšne turnirje in tako. In koliko ljudi obišče tukaj vsak dan? Tako povprečno je zdaj od 25-30, prejšnji teden je bila gužva, jih je bilo 40-50 tudi na dan, odvisno. Zdaj med počitnicami jih je malo menj, pa ko je šola, posebno je zdaj zraven šola, je pa kar gužva. Kdo pa lahko pride sem? V bistvu osnovno šolci 7. razred naprej in srednje šolci do 25 leta nekako. Do 25 leta? Ja. In kaj jim tukaj v bistvu ponudite lahko? V bistvu je tako, zdaj, če so kakšne, ko so napoteni šola, tako tudi za individualno spremljanje, drugače pa svetovanje, lahko pridejo na internet, lahko pomagajo še prošnjo za zaposlitev tem starejšim, drugače je tako uča pomoč in razne delavnice, izleti, tabori in tako naprej. Ta teden smo bili v Koloseju. Center? Ja. Če te dohcet, prije sem. In kaj pa delaš tukaj? Malo na računalnikah, PlayStation, ping-pong, futbal in tako. In kolikokrat na teden si tukaj? Če delam, sem malo, če ne delam, prejem skoraj vsak dan. Pa ti? Vsak dan. Vsak dan si tukaj? Ja. Torej, v bistvu to je oblika preživljanja prostega časa? Ja. Super. In kaj najrajši počneš tukaj? Gram PlayStation. Kaj pa teh delavnic in tega se udeležuješ? Tudi, ja. Zdaj vzemi to, da reči, da reči. Ja. Zdaj vzemi, da reči, da to. Mako zgleda fino. In zdaj smo prišli v drugo nadstropje. Tukaj imajo prostore bendi. Ta prostor naj bi se imenoval Music Factory.
To je nova osnovna šola v Ajdovščini. Zadaj ima novo telovadnico. V tej stavbi so prostori univerze iz Nove Gorice, ki naj bi se širila v to stavbo, tako imenovano hišo mladih, v kateri so se prostore uredili številni mladi iz Ajdovščine in bližnje okolice. Kje smo zdaj? V učilnici se nahajamo, tukaj študenti in dijaki preživljajo svoj prosti čas, brezplačni internet, televizija, pikado, razne brošure, večnamenski prostor. Gremo naprej. Kam gremo naprej? Tukaj je galerija v delu. Tukaj bo razne galerije za študente in dijake, ki se bo lahko predstavili s svojim delom. Zdaj gremo naprej v učilnico. Tukaj potekajo razni sestanki, potopisna predavanja, manjša seveda, 5 tečajev tujih jezikov, tečajev računalništva, tako da tukaj med tednom in med vikendom zelo pestro. Zdaj gremo pa v zabavni del, baza. V moji levi imamo prireditveni prostor, ki se dogajajo koncerti, minikino, tako da se kar dogaja, pa razne skupščine večje. Tu je pa naš prostor. Tu smo pa naredili s svojimi, vse sami smo naredili. To ne bi bil pač ta baza, ne? Ja, veš kaj več od tega? To naj bi bil družaben prostor za vse študente, tukaj in dijake in tisti, ki se ne bi imeli kam zadeti. Tukaj ne bi bil nek tak kreativen, tudi pijača bi bila, študentske cene. Tukaj ne se bi študentje dobivali, izmenjevali mnenja in predvsem družili, v bistvu neformalno druženje, ki ne bi nič obvezovalo, da moraš kupiti pijačo ali pa karkoli. To je pa naš hodnik v morskem stilu. Vse to smo sami poslikali, tukaj bi rad res poudaril pomoč Alana Kosmača, ki je vse tu sam zrisal, pa zdaj izreziral in to je res pač njegovo delo.